slike do besede. Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. V tokratni oddaji se bomo posvetili radijskim igram, ki jih je pisal akademik Alojz Rebula. Nekaj o tem bo povedala Maja Lapornik, v nadaljevanju oddaje pa bomo slišali tudi besede pisatelja samega, ki jih je zbral v knjigi Kredo. To besedilo pa bo prebrala sodelavka Nataša Ličen. Prav lepo vabljeni k poslušanju, najprej pa ima besedo Maja Lapornik. Svojemu prispevku sem dala naslov Rebulova radijska Remagenajon. In na začetku povem, da so določeni pasusi tega mojega današnjega prispevka bili že objavljeni v reviji Mladiki, ko smo govorili o Rebuli in o njegovi radijski igri. To pa seveda nič ne zmanjšuje v bistvu povedanega. Torej, Rebulova radijska Remagenajon. Aristofan v Žabah opisuje, kako mora bog Dionis kot razsodnik v dramskem agonu v umetniškem dvoboju razsoditi, kdo je boljši, Euripid ali Aeschil. Po Aristofanu naj bi bil boljši tisti, ki zna ustvariti Remogenajon, kar bi lahko prevedli ali analizirali kot besedno zvezo, kot stavki, ki nas na poseben način nagovorijo in osvojijo gledalca, da ne utihnejo skupaj s predstavo, ampak potem zaživijo tudi svoje lastno življenje izven dramskega besedila in izvirnega konteksta. Remogenajon, čeprav razumemo, bi torej lahko razumeli kot neko metaforo za tisti težko obesedljivi dramatični klit, ki se izvirno vpne v konkreten prostor, zadene duha časa, v katerem nastane, ter z umetniško govorico doseže in opoveduje bistvo stvari. Tudi v Rebulovih, žal večinoma popolnoma prezrtih radijskih igrah, o katerih naj zdaj teče beseda, je te Remegenajon zelo veliko. Veliko svetovno slavnih pisateljev je svojo ustvarjalno pero posvetilo tudi radijskemu mediju. In strokovna kritika je ta del njihovega umetniškega opusa vselej pozorno spremljala in ocenjevala. Govorim samo kot primer lahko o Samuelu Becketu, Bertoldu Brechtu, Haroldu Pinterju, Tomu Stoppardu in seveda številnih drugih. Današnji simpozij ima poleg drugih tudi to odliko, da je Rebulovi dramatiki za radijski medij odprl prostor, ki mu pripada in ki je bil prevečkrat enostavno zakrit. V primeru radijskih iger, da se navežem na svojega predhodnika, še negativnih kritik ni bilo. Pa tudi tisti, ki so v Trstu pisali pozitivno o njegovem gledališkem delu, niso uzrli radijske igre. Družbeni in kulturni kontekst, pa čas, v katerem so dolga desetletja nastajale Rebulove radijske igre, je morda lahko zanimiv in poveden. Tržaškim prijateljem, ki so nocoj med nami prisotni, je vse to gotovo zelo znano in poznano. Morda pa ne vsem današnjim gostom. Zato dovolite, da bom na kratko sintetizirala ta družbeni kontekst. Družbeno, kulturno in tudi politično občestvo, ki se je zavezalo vrednotam vere, ob tem seveda tudi slovenstva in demokracije, in ki je delovalo v povojni še hudo razklanem zamejstvu, je bila de facto med seboj trdno povezana skupnost, da ne rečem skoraj družina. Mala četa je zmogla veliko. V okviru slovenske prosvete je ob ustanovitelju Jožetu Peterlinu in stopotnikih zraslo in še danes deluje, na primer,
Društvo slovenskih katoliških izobražencev, Mladinski slovenski kulturni klub, revija Mladika in nenazadnje seveda Radijski oder, ki je v svojem osnovnem početju skupina, ki se posveča zvočnemu gledališču. Rebule je bil osrednja intelektualna sila te katoliške sredine. V prozaičnosti vsakdanjosti se zdi danes skoraj naravno ali celo samoumevno, da ga je Radijski oder z vabilom po ustvarjanju radijske igre tako močno priklenil nase. Rebula je seveda predobro razumel potrebo po umetniškem prispevku domačega avtorja in je tako postal dolga desetletja tudi eden izmed osrednjih avtorjev, ki so pisali za radio in za to umetniško skupino. Gotovo pa je Rebulovi navezanosti na tržaški radio botrovala tudi njegova zavest, da mu lahko ob radijski igri umetniška duša vselej prosto zapoje. Saj vprašanj kakršnekoli cenzurne primernosti tu nikoli ni bilo. Avtor je lahko preko tržaškega radia povedal kar in kakor je hotel. Tako je v desetletjih nastal, bi rekla, naravnost osupljivi opus dramskih besedil za radio ali radijskih iger. Če smo jih prav našteli, jih je 44. In če to število primerjamo s številom Rebulovih dramskih besedil, ki so nastala in ki so bila uprizorjena v slovenskem gledališču v Trstu, nam ta razlika lahko tudi nekaj pove. Verjamemo v hipotezo, da je Rebula tudi polnokrvni dramatik in da se je njegov dramski opus prvenstveno udejanil preko radijskega medija, ne pa izključno seveda. Opus dramatika Rebule, ki je nastal za radijsko igralsko skupino oziroma za tržaško radijsko postajo, je torej izjemno bogat. Ta radijska ustvarjalna nit se vleče vse od leta 63 oziroma 64, ko je Rebula prejel drugo nagrado za radijsko igro Voda sprave. Ja, o aktualni spravi, ki je danes aktualna, je pisal že tedaj. Pa vse do leta 2004, ko je šla v eter njegova radijska igra Klopotec, oziroma do leta 2006, ko smo realizirali njegov roman Nokturno za Primorsko. Vmes je, kot rečeno, 44 izvirnih radijskih iger ter 7 daljših ciklusov dramatizacij njegovih proznih del, od katerih je avtor Rebula sam dramatiziral kar 3. In da vemo, o kakšnem opusu govorimo, naj povemo, da gre za celovečerne radijske igre, ki trajajo od 45 do 55 minut. Torej je besedilo primerljivo obsegu gledališkega dramskega besedila. Če se torej omejimo na Rebulovo ustvarjanje za radijski medij, lahko rečemo, da gre nedvomno za velik, pomemben opus, ki pa je bil, morda ob veličini prozaista Rebule, pravzaprav skoraj vedno prezrt ali pa vsaj krivično postavljen na stranski tir. Njegove izvirne radijske igre ne razkrivajo pisatelja, ki bi le kdaj pa kdaj samo priložnostno nekaj napisal za radijski medij, ampak v bistvu razkrivajo dobrega dramatika in pretanjenega poznavalca radijskega medija. Njegova radijska dela odlikujejo sočnost in klenost besede, bogastvo besedišča, ki ni vsakdanje, prepričljivi dialogi, ki ustvarjajo primeren notranji ritem, ob tem tudi premišljena in ne vselej enostavna dramska struktura besedila. Njegove radijske zgodbe vsebinsko največkrat odslikavajo nek etični konflikt, ki ga Rebula zna oplemenititi z neverjetno kulturno širino in z intelektualno globino. Gre za prave, ponavljam, žal mnogim nepoznane bisere, ki bi jih morali drugače vrednotiti, kot smo to lahko storili v preteklosti. Njegova dela so poleg domačih režiserjev, omenjen naj Jožeta Peterlina, Marjano Prepeluh, Matejko Peterlin-Maver in druge, režirali eminentni režiserji iz osrednje slovenskega prostora. Omenim naj
Balbino Baranović Batelino, legendarno ustanoviteljico slovenskega eksperimentalnega gledališča, ki je že leta 1976 režirala njegovo igro Polmrak. Naslednje leto je Mirč Kragl, dolgoletni radijski in filmski režiser in pravzaprav duša RTV Slovenija, režiral njegovo arijo iz Wagnerja. Nedvomno pa ostaja res monumentalna serija s skupnim naslovom Pod starozaveznimi šotori. V letu 1983 je Rebula napisal 5, naslednje leto pa 6 celovečernih samostojnih radijskih iger. In vse je režiral Mirko Mahnič, dolgoletni lektor ljubljanske Drame. Kakšno razkošje poznavanja stare zaveze, pa kakšne fine, pretanjene navezave na bolj sodobne ljudi na naš čas, kako dodelana izbira likov in kakšna poezija besed, dialogov in vseh mogočih detajlov. Ob tem, danes bi temu rekli projekt, bi poudarila izjemno sodelovanje in sozvočje z eminentnimi ustvarjalci iz osrednje slovenskega prostora, kar je imelo v tistih letih, govorim v prvih letih 80-ih, za vse nas še dodaten in dragocen pomen. To umetniško sodelovanje pa se je udejanjalo tudi ob Rebulovem pisanju. Prav tako odmeven je bil Rebulov ciklus 8 radijskih iger po galeriji Herodotovih mus, ki sta ga leta 1995 režirali Marjana Prepeluh in Matejka Peterlin. Resnici na ljubo je treba povedati, da se je v zadnjem desetletju svojega življenja Rebula osebno nekoliko odmaknil od pisanja za radio. Ni več pisal izvirnih radijskih iger. A je bil preko tržaških radijskih valov vseeno prisoten preko dramatizacij svojih del. Tako smo umetniško ubesedili Cesto s cipreso in zvezdo v 30 nadaljevanjih leta 1999 in Nokturno za Primorsko v 25 nadaljevanjih v letu 2006. Maja Lapornik je povedala še: Ob omejenem času, ki nam je nocoj dan na razpolago, seveda ni mogoče niti površno predstaviti ali omeniti vseh njegovih radijskih del. Tako sem kot primer Rebulove radijske igre izbrala eno prav iz ciklusa Pod starozaveznimi šotori. Saj menim, da se je v tem ciklusu Rebula umetniško, vsebinsko in stilno res razživel. In čisto slučaj je, nisem s kolegico, ki je govorila pred mano, se zmenila, čisto slučajno sem izbrala radijsko igro Morje, rdeče morje. Bila je posneta 7. januarja 1984 na deželnem sedežu Raju v Trstu v režiji Mirka Mahniča. Zvočno opremo je tedaj pripravil Peter Švagl, tonski tehnik je bil Pavlo Dzorzenon. Prvič so igro predvajali 17. januarja istega leta. Izbrala sem jo sicer kot bežen prikaz bogate in še danes pomenljive Rebulove radiofonske dramatike, če naj jo tako poimenujem, ker nam to dramsko besedilo razkriva večino tipičnih elementov tega segmenta Rebulovega umetniškega ustvarjanja. Tematsko se radijska igra Morje, rdeče morje navezuje na prikaz odrešujočega bega Izraelcev iz Egipta čez Rdeče morje, ob tem seveda vodilne Mojzesove vloge. Čas nam ne dopušča podrobne stilne in vsebinske analize te radijske igre. Dovolite mi pa, da vsaj navedem nekaj že omenjenih tipičnih elementov, ki jih zasledimo tudi pri drugih njegovih radijskih igrah. Prvič. Rebula presenetljivo dobro vlada stilne in izrazne možnosti, ki nam jih ponuja radijski medij. V dramskem besedilu sam označi glasbene prehode in tipologijo glasbe, ki se mu zdi primerna. Monologi, ko se avtor zanje odloča, so praviloma krajši, največkrat v povezavi z reminiscencami iz preteklosti, večkrat v odmevu, kar avtorju mestoma rešuje vprašanje logičnega odvijanja pripovednih sekvenc. Ob monologih lahko zasledimo tudi močnejše skupinske scene, kot tudi intimnejše dialoge največ 2
treh nastopajočih. Stilna raznolikost vse skozi obvladuje hitrejši ritem sosledja posameznih prizorov. Vidi se, da je Rebula pozoren do možnosti, pozornosti in recepcije strani poslušalca, ki seveda besedila ne more brati, kar pa nikoli ne načenja logičnosti pripovedi v vsej njeni umetniški potenci. Glede na to, da poznamo Rebulo predvsem kot prozaista, je njegovo poznavanje radijskega medija, ponavljam, krivično prezrto. Drugič. Po drugi strani tudi drži, da v ciklusu Pod starozaveznimi šotori avtor odstopa od dodelane strukture radijske igre in v svojo dramsko stvaritev vnese daljši psalem in hvalnico, ki sta deloma peti, deloma govorjeni. Ta stilna izbira dopolnjuje vsebinsko podobo te radijske igre, ko pa vemo, da je psalem značilna svetopisemska pesniška vrsta virskega ali tudi domovinskega značaja. Preko njega nam avtor razkriva razmerje posameznika ali skupnosti do Boga. In ni slučaj, da končnega psalma v morju, v Rdečem morju, ne odpoje Mojzes sam, ampak Mojzes s sestro Marijo in bratom Aronom. Te psalme odlikuje razkošen in raznolik figurativni slog, poln metafor, metonimij in drugih retoričnih figur. V dramatiki se tako ob koncu zabohoti čista poezija. Rebulove radijske igre odlikuje njegova kulturna razgledanost, če ne že zavidljiva erudicija, za katero se pisatelj tudi ne trudi, da bi jo omilil ali prikrival. V morju, Rdečem morju, protagonista govorita o usodi Kanaancev, Hetejcev, Amorejcev, Hebejcev in Abuzejcev, na primer. Odvijanje fabulativne niti prikaza Mojzesovega otroštva, ko ga je mati postavila v košaro in ga spustila po reki ter s tem rešila smrti, pa vse do njegove izpolnitve Božjega ukaza, je obogateno zares številnimi zgodovinskimi detajli, ki razkrivajo izjemnega poznavalca ne le svetega pisma, ampak širšega antičnega sveta. V vseh radijskih igrah pozornost do odvijanja fabulativne niti nikoli ne zasenči avtorjevega hotenja po pretanjenem psihološkem prikazu svojih junakov. V tem je Rebula tudi zelo sodoben. In tudi v od nas izbrani radijski igri je tako. Svetopisemsko osnovno tematsko nit Rebula seveda spoštuje, a jo po drugi strani oplemeniti, nadgradi in s tem do določene zanj še dopustne mire tudi predrugači s tem, da vanjo vnese jasen prikaz psihološke dimenzije glavnega protagonista in ga preko tega zelo počloveči. Mojzes je v morju zelo sodoben, ubogljiv do Boga, a hkrati tudi poln dvomov in stisk. S tem nam ga Rebula približa, spoštljivim in z velikim posluhom za vse, kar nas mimo razdalje tisočletij dela tako človeške, iz krvi in mesa. Mojzes ni sam vase zazrti heroj, neustrašeni protagonist, ampak je ranljivi človek, ki ga je enostavno strah, ki ve, kaj je krivica, a hrepeni tudi po čisto osebni ljubezni, ko se odloči za Seforo. Ob spominih na svoje otroštvo je celo mil, nežen, krhek, a tudi kot tak, in to si priznava, hoče in zmore spoštovati in udejaniti Gospodov ukaz. Ob tem seveda ne zmore biti sam. Rebulova radijska pripoved še učvrsti v stari zavezi prisotno vlogo brata Arona in sestre Marije, da sta Mojzesu v oporo. Avtorjeva intencija se zdi pri tem dovolj razumljiva. In zadnjič, pomembni element radijskih iger je Rebulova ironija. Avtor jo zna vselej gosposko bilansirati, a je kljub temu dovolj zaznavna in se bolj udejanja preko izbire besedišča, kot pa posameznega akcijskega dogajanja. Prav ima gospod Senegačnik, ko govori o gledališču besed. Tudi v tem primeru je tako.
V omenjeni radijski igri Mojzes navrže egipčanskemu sogovorniku epitet prga egiptovska, v zameno pa dobi skuto judovsko. Beg Izraelcev pa bo po besedah nastopajočega faraona pankrska poplava. Pa še kaj bi seveda lahko navedli. In glede ironije in celotnega ciklusa Rebulove radijske dramatike naj povem, da je kar 13, sicer tukaj krajših radijskih iger, posvečeno kabaretu in ironični predstavitvi časa in nas samih v tisti dobi v okviru niza Ulica Castaldi. Skratka, gre za radijsko igro, ki se tematsko sicer navezuje na izročilo stare zaveze, je pa v marsičem izraz sodobnega pogleda na vedno iskani človeški kvit, izraz Rebulove izdelane filozofske misli in intelektualno iščočega krščanskega etosa. Prepričana sem, da je napočil čas, da se vse Rebulove izvirne radijske igre zbere, objavi v knjižni in ponovno v zvočni obliki in s tem ovrednoti ta segment Rebulovega umetniškega ustvarjanja. Hvala lepa, seveda vsi vabljeni k skupnemu sovanju in sodelovanju. Poslušate podcast Radia Ognjišče. In zdaj besede pisatelja samega v knjigi Kredo, ki je izšla pri založbi Družina. Kdaj se bo nehal ta večni boj proti cerkvi? Vprašanje mi je nedavno na nekem kulturnem večeru skoraj obupanim glasom izreklo neko dekle. Boj proti cerkvi, ki so ga večkrat izzvali svojim nekrščanskim ravnanjem njeni ljudje. Koliko obrazov si je prevzel skozi zgodovino? Če je bil njegov navdihovalec hudič, potem je treba reči, da padlemu angelu res ni manjkalo fantazije. 300 let krvave ilegale, naval herezij, barbarska poplava, vzhodni razkol, zahodni razkol, Henrik VIII, Luther, francoska revolucija, Napoleon, hegelijanstvo, Marx, scientizem, modernizem, preganjanja v Mehiki in Španiji, nacizem, komunizem, porabniški materializem, New Age. Po vsem tem bi onemu navdihovalcu le moralo zmanjkati fantazije. Hudič bi bil moral svojo genialnost vsaj z marksizmom izčrpati, pa je ni. Res, s kakšnim velikim odrešenskim mitom, kot je bil komunizem, bo danes težko operiral. Človeštvo ima tistega eksperimenta vsaj za kakšno stoletje dovolj. Kar se filozofije tiče, si sodobni človek res ne more želeti kakega novega Ničeja, da bi zabijal nove žeblje v krsto tistega niča, v katerem evropska misel tiči že 2 stoletji. Niča se je menda najedel. Mit državne veličine, ki je povzročil toliko zla v zgodovini, je, kot je videti, odvrgla celo njegova mati Evropa, zdaj spravljena v skupnosti držav z eno vlado in eno valuto. Res, nastala je epidemija mamil, a vendar kot še omejen pojav. Res, za razne perverzije je na voljo televizija, toda na njenem dvoreznem zaslonu lahko slediš tudi nedeljski maši ali papeževemu govoru. Za množično perverzijo ostaja splet, ampak kako primerjati njegove možnosti z učinkovitostjo ugaslega marksističnega mita? Je torej hudič s svojim izumiteljstvom le pri kraju? Seveda ni. Opraviti imamo z angelom, z nadčloveško inteligenco in tudi nadčloveško fantazijo. Sicer pa, ali mu je treba novih izumov,
odkar je tu religija materije, porabništvo? Mar porabniška mistika ne izpodjeda vere bolj kot komunizem? Čemu torej še kak nov izum, če gre ta zadnji v klasje? Iz nepotešljivosti sovraštva proti vsemu Božjemu. A s čim novim naj sovražnik začne, če so bile vse možnosti izčrpane? Lahko osveži stari repertoar. Še zmerom je tu cerkev, da se je loti od znotraj. Pavel VI. Je rekel: Satanov dim udira v notranjo svetišča. Tu so na voljo vse mogoče zagrenjenosti, zamere, ambicije, napuhi, ne samo v laiški bazi, ampak tudi med duhovniki, škofi in nadškofi. Kdaj se bo nehal ta boj proti cerkvi? Tistemu dekletu sem odgovoril: na sodni dan. Ampak vprašanje je merilo na tisti boj na Slovenskem. Zato o tem drugič. Še enkrat. Kdaj se bo nehal ta večni boj proti cerkvi? O kakšnem pravem boju proti cerkvi v slovenski zgodovini vse do druge svetovne vojne je komaj mogoče govoriti. Smo bili morda za hudiča premajhna entiteta? Ali pa tako zakoreninjeni v krščanstvu, da se mu je zdelo škoda energije? Trubarjev boj je bil bolj boj za Lutrovega Kristusa kot proti cerkvi. Ateizem kulturno skromnega Linharta ni presegal zasebne sfere. Freigeist Prešeren je v epigramu zafrknil škofa Wolfa, a kot poet s polnimi pljuči diha krščanstvo. Aškrčeva duhovna potenca ne gre čez po nebu šči plava, šumi drava, zato je njegovo antikrščanstvo nezanimivo. Cankar v mladostni objesti napada krščanstvo, a pozneje se je umiril v veri svoje matere. Srednješolec Kete se obregne ob škofa Misijo, a napiše najmočnejši religiozni sonet v naši literaturi. Najlepšo molitev Blejski Mariji napiše svobodomislec Župančič. Kosovel, tega pa je en sam zalet v absolutno. Skratka, kar je v naši kulturni zgodovini velikega, je v bistvu spoštljivo do pojava krščanstva in cerkve. Med našimi velikimi ni ateista. Za totalni odpor, še več sovraštvo proti sebi, je cerkev morala počakati na leto 1941 na stalinistični program KPS, po katerem je bilo treba cerkev z vero zbrisati z zemlje. Uradna taktika je sicer dopuščala, da je obstajala funkcija verskega referenta, da je politični komisar o priseganju Stalinu prižgal sveče v kakšni kapelici ali da je celo popeljal četo pet k božični polnočnici. A ko po zmagi taktiziranja ni bilo več treba, je partija potegnila pravo karto z eno samo direktivo. Likvidirati, kar je bilo krščanskega. V demokraciji bi se bili dediči tega izjalovljenega podviga lahko vprašali, ali velja gnati naprej takšen slog sovraštva do cerkve? Ali niso začeli z geslom Evropa zdaj,
Morda se je vprašal Evropejec med njimi, Borut Pahor, edini. Če imajo narodi vsak svojega angela, morajo imeti tudi vsak svojega hudiča. Za slovenskega je značilna neka nič evropska, provincialna, skoraj vaška zagamanost. Ker slovenska cerkev nima za sabo ne križarskih vojn, ne Galileja, gre še globlje v stoletja izkopavati Valhune in Kajtimare. Kar se zadnje vojne tiče, govori o cerkvi kot zločinki, kot da bi ona začela z atentati, umorila za 2 diviziji vojnih ujetnikov in zaznamovala svobodo 600 morišči po Sloveniji. Ko ji je bil vrnjen del tega, kar ji je bilo ukradeno, je ta zagabanost zajahala gozdove, čeprav jih bo cerkev upravljala bolj pošteno kot novi tajkuni. Ko so se gozdovi malce odmaknili, je že bil drug konj, da ga je zajahala, katoliška šola, čeprav utegne biti kakovostnejša od državne. In ko bo tudi to mimo, tudi slovenskemu hudiču ne bo zmanjkalo fantazije, čeprav provincialne. Kdaj se bo torej boj nehal na Slovenskem? Takrat kot povsod. Na sodni dan. Poslušate podcast Radia Ognišče. In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca oddaje Od slike do besede. Pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec, pri branju mi je pomagala Nataša Ličen, pri tehnični izvedbi pa Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Oddaja je dostopna tudi med našimi podcasti. Od slike do besede. Od slike do besede. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.